Ali vi mislite, da bi jaz to šel delati, ki mi je kaj dolgčas, ali ne vem, kaj bi počel, ne? Ali pa ne vem, LPT proračun, ga bo že tako imel, ne? Tudi zdaj so končali leto brez tega, ne, pozitivno, ne? Vsaka akcija mora biti v korist Ljubljančanov. Tako ljubljanski župan o dražjih parkirninah, dodatnih dnevih, ko je parkiranje plačljivo, novih parkirnih območjih. S tem tako Janković skuša občina ustaviti avtomobilski naval na center mesta. Vsak dan namreč v prestolnico na delo prihaja več kot 140 tisoč ljudi. A mestna opozicija županu očita, da gre le za polnjenje občinskega proračuna. V blagajno občinskega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice naj bi se po izračunih stekli dodatni 4 milijoni evrov. Ena od sosesk, kjer parkiranje ni več zastonj, je Štepansko naselje in stanovalci prepričani, da gre za njihova parkirišča, ki bi zanje torej morala biti brezplačna, so na nogah. Štepansko naselje z več kot 11 tisoč prebivalci na kvadratni kilometr gre, kažejo dobrih 5 let stari podatki statističnega urada, za najgosteje poseljen del Slovenije. Tudi zato ni presenečenje, da je, kot pripovedujejo stanovalci, zlasti v večernih urah tam praktično nemogoče najti parkirno mesto. Čez dan, nekje do 6. ni sploh nobenega problema, takrat po 6. se pa začnejo parkirna mesta polniti. Po 8. pa recimo se začne parkiranje na travah. Težav, so prepričani, tudi parkomati ne bodo rešili. Še zlasti pa jih moti, da bodo morali od sredine leta, ko se izteče prehodno obdobje, kupiti dovolilnice za parkiranje na parkiriščih, ki po njihovem pripadajo stanovalcem. Za eno parkirišče je že odločeno, da je naše, za ostala slej ko prej bo tudi. In iz tega vidika menimo, da ni prav, da se na teh zemljiščih za nas računa parkirnino. Ljubljanski župan po drugi strani že ves čas vztraja, to delamo v dobro stanovalcev, da bi tako imenovane dnevne migrante odvrnili od parkiranja v naselju. Jaz sem trdno prepričan, po tem, kar zdaj že vidimo, da bo cirka 25% več parkirnih mest na razpolago za stanovalce določenega območja. Hkrati župan zagotavlja. Jaz nimam nobenega problema, poudarjam nobenega problema, če vsa parkirišča sodišče prisodi stanovalcem, ne, in potem sami skrbijo za ta svoj red. Vsi zaradi mene lahko postavijo tudi rampo, ampak kljub temu nihče nima pravice parkirati na dovoznih poteh, pešpoteh, pločnikih, zelenicah. To bomo nesporno kaznovali. Podobno ureditev občina sicer napoveduje tudi v drugih soseskah. Naslednje naj bi bile na vrsti Fužine. Prebivalcem Štepanskega naselja pa ljubljanski župan obljublja dialog. Ja, obljublja dialog, ampak malo pozno. Najprej postavi parkomate, potem pa obljublja dialog. Dialog mora biti prej, predno se posega v zemljišča. Zdi se mi, da je občina bolj gleda na stanovalce tukaj, kot na ali strošek ali pa vir prihodka, namesto kot na tvorce skupnosti, ki tle živi. Ampak ja, mi ostajamo odprti za to, da skupaj rešimo vprašanje tako, da bo služilo dejansko mesto nam, ne pa da se bomo mi mogli prilagajati diktatu tega, kaj je fino za mestno občino Ljubljana. Kolikšne pa so nove cene parkiranja v Ljubljani? Na mestnih ulicah, kjer je parkirnino zdaj treba plačati prav vsak dan med 6. in 22. V prvi coni 1,7 evra na uro, v drugi evra, v tretji 70 centov. Brezplačnega nočnega parkiranja ni več, nočna tarifa odslej znaša 2 evra. Dražje je tudi parkiranje na mestnih parkiriščih in v parkirnih hišah. Po noči parkiranje tukaj stane 4 evre. Prav tako so se podražile mesečne in letne parkirnine za abonente, višje so tudi kazni za parkiranje brez plačila. Ker je parkirišč v prestolnici pa tudi drugih večjih mestih premalo oziroma avtomobilov preveč, cveti prodaja garaž in parkirnih mest. Cene so vrtoglave. 11 tisočakov za parkirno mesto na Rudniku, 20 tisoč garaža v Šiški, 45 tisoč evrov v Trnovem. To pripoveduje Dušan Lazar, lastnik in direktor franšize Century 21 za Slovenijo in Hrvaško, je slovenska parkirna realnost. To se velika tudi ločeno vse manj prodaja in zanimajo, zato je veliko. Ni neobičajno, da je torej garaža v večjem slovenskem mestu vredna vsaj toliko kot avtomobil, ki naj bi bil tam parkiran. Smo prodajali že garažne bokse tudi do 45 tisoč evrov. Garažo smo lani solejno prodali za 50 tisoč evrov. Rast cen garaž je bila, pojasnjuje Lazar, ponekod celo hitrejša od rasti cen stanovanj. Recimo že rast skoraj 200% v zadnjih 10 letih. Na kvadratni meter pa na ceno
je to dobra investicija, ja, ironično. Garaža oziroma parkirno mesto pomembno vpliva tudi na prodajno vrednost stanovanja. Stanovanje, ki nima nekega lastniškega parkirnega mesta ali pa neko mesto, kjer boš sigurno lahko parkiral, se veliko težje proda in je tudi cena nižja. Nič drugače ni pri oddajanju. Če so parkirišča del tega stanovanja, del najema, se takoj odda. Če pa ti oddaja stanovanje brez parkirnega mesta, pa spet cena lahko tudi 10-15% nižja. In cene parkiranja v drugih večjih slovenskih mestih. V Mariboru na večini lokacij parkiranje stane evro na uro, ponekod 60 centov, na Slomškovem trgu v samem središču mesta 1,7 evra. V Celju v grobem od pol evra do 1 evra na uro. Obala, občina Piran, ponekod je prva ura zastonj, sicer pa stane od 1 evra pa vse do 4 oziroma 6 evrov tik ob središču Pirana, odvisno ali parkirate v sezoni ali ne. In še en turistični biser Bled. Tudi tukaj je ponekod prva ura brezplačna, sicer pa stane 2,5 evra oziroma 4,5 evra, odvisno od lokacije parkirišča. Kako pa reševati problematiko divjega parkiranja v večjih mestih? Prva reakcija, pojasnjuje Marko Peterlin z Inštituta za politike prostora, je gradnja novih garaž in parkirišč. To je kot prvo zelo draga rešitev in ni nobene logike, da bi to se pač počelo na javne stroške, ker konec koncev parkirišča so zasebna raba javnih površin in jih takrat pač zasedamo s drugim rabam možnim in seveda zato je smiselno plačevati neko nadomestilo za to. In tretjič, lahko spodbudi še večje pač uporabo avtomobilov, kar pa ima toliko drugih negativnih učinkov za mesto, da pravzaprav se tega ne želimo. Rešitev je torej učinkovit javni promet. Podrobnejša analiza pa na 24ur.com.